Folk, jaz imam en story time. V glavnem, včeraj smo šli še na tretji PCR test in jaz jutri dobim rezultate, da sem pozitivna. Brez simptomov, počutim se top in valjda je zjutraj panika, jok. Kva zdaj, tako iz bolnice kličejo, pri takoj v bolnico moš v karanteno in sem zdaj v karanteni. Na čez drugem koncu otoka in so me z rešilcem peljali in jaz tako, what the fuck se dogaja in na nek rentgen sem mogla iti. Bom vam pokazala še naprej in zdaj sem tule v svoji majhni hiški v karanteni in ne smem ven. In zdaj bom tako 10 dni. Nice. Sem spoznala mojo sosedo, ki je včeraj prišla in očitno lahko grem tukaj do plaže in sploh ni tako bad. Crazy, sploh ne moram verjeti, kaj se dogaja. Evo, tukaj imam tako chill area. The best. Drugač, sprašujete, zakaj smo šli še enkrat na PCR. Bilo je treba iti še enkrat na PCR 7 dni po prihodu, če si staknil COVID na letalu ali pa kjerkoli, tako da jaz sem ga. Ne vem sicer kje, ker vsi naši so tudi negativni, tako da sem bila ta srečnica, ampak dejansko, če vam v resnici povem, mi tole prav paše. Tako, sploh ni bed, tako če si želim biti kje v karanteni, je tole definitivno v hiški na plaži. Tako da sem bom javljala skozi teh samoizolacijskih 10 dni in upam, da ostanem pri dobrem počutju. Bi lahko bilo pa še 100-krat slabš, zaradi tega, ker če bi bila pa v Bangkoku pozitivna, to bi bila pa poljeba. Tam bi bila pa 14 dni zaprta v eni sobi v bolnici. Tako da, kar kul. Se pol ostanem še kak mesec tle, tako da sploh ni panike telih 10 dni tle narediti. Tako da, evo, zdaj sem jih dobila večerjo, oziroma prej sem dobila večerjo, to, ko imamo kao všteto v ceno, ampak je bila tako spicy, da si je nisem mogla pojesti, tako da sem si naročila pad thai, ki pa je tudi full spicy, ampak bom preživela. Tako da ja, evo moj prvi dan v karanteni, going so kar v redu. Spoznala sem en folk še, ki je tle tudi ne na počitnicah v karanteni in so bili full carski. Drugač pa ful smečen, kaj ta rezort je tako kle. V sosednji bajci so pa pač normalni hotelski gosti, kle smo pa mi ogrejeni z temi trakovi. Cheers! Da note mislili, da se jaz čist neče sekiram, da sem tle, ne? Cel dopoldan sem se tako jokala, da me oči bolijo. Ne vem, da sem se nazadnje toliko jokala, ampak v redu je. Evo, prva noč je za mano in dejansko sem kar dobro spala. Razen tega, da imam nekje v sobi in ne vem kje, enega gekota, to so tej kuščavi, ki so kle na Tajskem. Ne vem kje je, ker ga ne najdem, ampak po noč se je pač tako oglašal, ker to so tako glasne živali, delajo tako. Dobesedno. In res, še kar ne vem kje je in me je tako ene 3-krat zbudil po noč in zdaj da bom danes pač cel dan tega gekota iskala. Moram reči, da se je dan kar lepo začel in jaz sem tukaj en kontakt na neki aplikaciji, kjer se dopisujemo z temi medicinskimi sestrami in tem folkom, ki je tle glaven. In pač lahko jim naročim karkoli, da mi pripeljejo. Dobesedno karkoli si zamisliš, ne vem, oreo kekse bi, pivo bi, karkoli. In jaz napišem, lahko prosim dobim en iced americano with no sugar, no milk. Valjda mi pripeljejo americano s toliko cukra, kot da bi si v Starbucksu naročila ta caramel latte. Se ful hočem pritoževati, jaz res ne morem piti cukra, ne kave in konec s tem naredim. Zdaj mi je pa bed pustiti. Seveda to ni meni problem, ampak nimam kaj bolj pametnega za delati, kakor da se vam malo pritožujem.